Papežev tretji dan v ZDA se je začel z nagovorom v ameriškem kongresu. To je bil zgodovinski trenutek za državo, saj je Frančišek prvi papež, ki je nastopil v tej ustanovi. Zato so njegov govor javnosti predvajali tudi na zahodnem pročelju kongresne stavbe, kjer se je zbrala ogromna množica ljudi. Tudi njih je na koncu kratko pozdravil. V svetu, ki ga razkosavajo konflikti in fundamentalizem, ne smemo poenostavljati stvarnosti in videti le dobro ali slabo. Politika ne sme biti podvržena ekonomiji in denarju, ampak mora služiti skupnemu dobremu. Ne smemo se prestrašiti pred številom priseljencev. Človeško življenje je treba zaščititi na vsaki stopnji njegovega razvoja. Odpraviti je treba smrtno kazen. Več je treba storiti v boju proti revščini in ustaviti trgovanje z orožjem. Treba je podpreti družino, ki je ogrožena, zaščititi je treba naravo. To so v grobem glavni poudarki papeževega nagovora, ki so ga kongresniki večkrat prekinili s ploskanjem. Frančišek je za izhodišče vzel 4 osebnosti: Abrahama Lincolna, Martina Luthera Kinga, Dorothy Day in Thomasa Mertona. Na podlagi njihovega prizadevanja za gradnjo boljše prihodnosti ljudem v ZDA je razvil govor o svobodi, neizključevanju, družbeni pravičnosti, pravicah, dialogu in odprtosti do Boga oziroma vere. Papež je izrazil veselje, da Amerika za mnoge še vedno ostaja dežela sanj in ob tem pozval k odprtosti do beguncev. Ne smemo se prestrašiti pred njihovim številom, ampak jih raje glejmo kot osebe. Glejmo njihove obraze in poslušajmo njihove zgodbe, je dejal in pozval k izvajanju zlatega pravila. Papež Frančišek ob tem ni zaobšel perečega vprašanja trgovine z orožjem. Tu se moramo vprašati, zakaj se smrtonosna orožja prodajajo tistim, ki načrtujejo neizrekljivo trpljenje za posameznike in družbo. Odgovor je, kot žal vsi vemo, denar. Denar, ki je namočen v kri, pogosto v kri nedolžnih. Pred to sramoto in krivo tišino je naša dolžnost, da pristopimo k problemu in zaustavimo trgovino z orožjem.